Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Posvečeni smo. Ta beseda pomeni, da smo oddeljeni za posebno, sveto uporabo. To je moj kozarec, prav za to srečanje. In ne uporabljamo ga za nič drugega. Ali ste z mano? Samo jaz pijem iz tega kozarca. No, to je le preprost primer, vendar kozarec je izvzet, tako da ga samo jaz uporabljam. Čeprav je samo kozarec, imajo ljudje spoštovanje do njega. Koliko izmed vas to razume? No dobro, to je slab primer tega, kar nam Bog pravi, da smo oddeljeni, posvečeni za njegovo uporabo. Mi pripadamo Bogu, vsemogočnemu Bogu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Nikoli več ne boste molili Gospodove molitve na isti način, kot ste molili prej. Ta molitev zaobsega vse. Razodetje 4, 1. do 8. vrstica. Zatem sem videl, glej, odprla so se vrata na nebu in prvi glas, ki sem ga slišal govoriti z mano, kakor bi poslušal vojaško trobento, je rekel: Stopi sem gor in pokazal ti bom, kar se mora zgoditi poslej. V hipu me je navdal duh. In glej, v nebesih je stal prestol in na prestolu je sedel nekdo. Sedeč je bil na pogled podoben kamnu, kristalno svetlemu jaspisu in ognjenemu sardiju. Vse naokrog prestola se je razprostiral raznobarvni polkrog, ki se je zdel kakor mavrica iz smaragdov. Okrog prestola je bilo 24 prestolov in na prestolih je sedelo 24 starešin, ogrnjenih bela oblačila, kar predstavlja svetost, in z zlatimi venci na glavah. Od prestola so prihajali bliski, glasovi in gromi. Pred prestolom je plamenelo 7 bakel. No, to ne zveni, kot da bi jedli slastno pito. Pred prestolom je plamenelo 7 bakel. Te pomenijo 7 božjih duhov. Pred prestolom pa je bilo kakor stekleno morje, podobno kristalu. Sredi pred prestolom in okrog njega so stala 4 živa bitja, spredaj in zadaj polna oči. Vedela so, kaj se nahaja pred njimi in za njimi. Z drugimi besedami, Bog vidi vse. A veste to? Prvo živo bitje je bilo podobno levu, drugo bitje je bilo kot junec, tretje bitje je imelo obličje kakor človek in četrto bitje je bilo podobno letečemu orlu. Jaz si ne delam, da vse to razumem, samo poslušajte me. Ta 4 bitja so imela vsako po 6 perutnic in so bila vse naokrog in znotraj polna oči, brez prenehanja, noč in dan so govorila: Svet, 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 Gospod, naš Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki pride. Dajte našemu svetemu Bogu danes hvalo. Sedaj vam bom tole povedala, no, mogoče bom kar sedla. Mogoče se s tem nekoliko prijetnejša, če sedim, ne vem. Poslušajte, če zares vemo, kdo je Bog in kako je on čudovit in krasen in osupljiv, zakaj potem ne nehamo počinjati neumnih stvari? Mislim, začnite z neko majhno stvarjo, kot da se obvežete, da ne boste več opravljali.
Ne govorim o tem, da bi delali takšne stvari, ki bi nam prinesle Božjo naklonjenost. Govorim o stvarih, ki so pravilne same na sebi, kajte On je sveti Bog in On si zasluži našo hvalo. Zasluži si našo slavo in prava slava in hvala je veliko več, kot da enkrat na teden pojemo nekaj pesmi iz plakata. On išče takšne častilce, ki ga bodo slavili v duhu in resnici. To so častilci, pravi častilci. In to storite za Gospoda. In ko pridemo do te točke, in čudovito je, ko pridemo do te točke, da Bog vse vidi. On je oko, ki vidi vse. Ni pomembno, kje sem, vendar te vidiš. Jaz pa hočem živeti zate. In storil bom to za tebe. Če ne bom dobil nobenega priznanja, bom to storil zate. Amen. Prav, če to ne bo uspelo, bom tukaj celo noč. Izaija 6. poglavje, vrstice 1 do 5. Pogledali bomo Izaijev odziv, ko se mu prikaže Gospod. Prva vrstica. V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Božja slava je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi. Beseda seraf pomeni ognjen, goreč. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti. Z 2 si je zakrival obraz, z 2 si je zakrival noge in z 2 je letel. Drug drugemu so sklikali in govorili: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Zemlja je polna njegove slave. Podboje vrat so se stresali od glasu sklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tukaj se Izaija odzove: Tedaj sem rekel: Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami. In so moje oči videle kralja. Izaija je rekel: Uničen sem in pogubljen. Čuti se obsojenega zaradi izgovorjenih besed, ki so bile nekoristne. Če bi vam kdo predstavil besedno zvezo Bog je in bi jo morali dopolniti, mogoče bi rekli: Bog je dober, Bog je ljubezniv, usmiljen, milostljiv, Bog odpušča, Bog je čudovit, Bog je svet. Vendar se sprašujem, če bi kdo rekel, da je Bog strašen. Vidite? Mnogi me ne razumete, samo gledate. Vendar to je sveti strah. Ni me strah, da me bo Bog ranil, da mi bo kaj storil. Strah me, da bi ga jaz ranila. Jaz nočem raniti Boga. Ne maram delati stvari, ki mu ne ugajajo. Nočem raniti Božjega srca. Njega moramo slaviti. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Sedaj se premikamo naprej. Naj pride tvoje kraljestvo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Kaj to pomeni? Naj to poenostavim. Dragi moji, morali bi biti veliko bolj zaskrbljeni za ljudi, ki so izgubljeni, in si prizadevati za rast Božjega kraljestva, pa ves čas želimo le prejemati, kar mi hočemo. Naš svet je poln bolečine in vseh vrst nemoralnosti. Ne iščite stvari, ne zapravljate časa za iskanje stvari, najprej iščite Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse te stvari vam bodo navržene. Naše srce bi se moralo spraševati: Bog, kaj naj storim? Kaj je moja dolžnost? Kakšen je moj poklic? Veste, mogoče vaša naloga ne bo takšna, da bi vodili bogoslužje, da bi postali duhovnik ali da bi delali kot podjetnik. Mogoče je vaša naloga, da čistite župnijski WC, vendar to upravljate z nasmeškom na obrazu in upravite to za Gospoda.
Kaj ti nekdo to mora storiti in zakaj ne vi? Amen. Rada imam, ko mi ljudje povedo, kaj je njihova naloga. Videti moramo, kakšno zadolžitev imamo od Boga. Mogoče je tvoja zadolžitev vzgajati svoje otroke in biti čudovita žena. Mogoče je tvoja zadolžitev prav sedaj, da si čudovit oče. Mogoče pa tvoja odločitev sega nekoliko dlje. Mogoče je v cerkvi otrok, ki nima očeta in ga želiš vključiti v svoj krog. Kaj je tvoja zadolžitev od Boga? Lahko je javna zadolžitev, lahko pa je zelo osebna zadolžitev. Vendar karkoli delamo za Gospoda na skrivnem, nam bo povrnil, ker On vidi na skrivnem. Primerja Mateja 6. poglavje. Ali vidite rast Božjega kraljestva? Prosite Boga, da vam danes zlomi srce v okoliščinah sveta. In poučil vas bo, kako boste priprošniki za izgubljene. Veste, da je v Svetem pismu zapisano, da stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Ne vem, kako vi čutite. Tega nočem navajati napačno in srečna sem, vendar veste kaj? Tukaj nisem srečna, nisem izpopolnjena, na zemlji nisem popolna. Veste zakaj? Ne pripadam sam in tudi vi, ne. To ni naš dom. Tu je samo trenutni prostor. Tu ni ničesar takšnega, kar bi nas 100% zadovoljilo. Torej, zakaj ne nehamo poskušati dobiti stvari tega sveta, da bi nas zadovoljile? Zakaj ne poskušamo delati stvari, za katere smo tukaj, tako da živimo za Božjo slavo? Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor na zemlji, tako v nebesih. Tvoja volja naj se zgodi. Oče, če hočeš, odtegni ta kelih od mene, vendar ne moja, temveč tvoja volja naj se zgodi. Veste, da ves čas navajam Sveto pismo. Vse stvari pripomorejo k dobremu tistim, ki ljubijo Boga in jih je poklical po svojem načrtu. Mi imamo navado slišati le to, da vse stvari pripomorejo nam k dobremu. To bi res radi slišali vsi ljudje. O ja, seveda, vse se bo dobro končalo. Za tiste, ki ljubijo Boga in so poklicani po njegovem načrtu. Tisti, ki si prizadevajo in navdušeno sledijo Božji volji v svojem življenju. Lahko vam povem, če si boste želeli Božje volje tako zelo, kot si želite vdihovati zrak, če boste raje umrli, kako živeli brez Božje volje, potem se vam ne more zgoditi nič, kar vam ne bi pripomoglo k dobremu. Vem, da so nekateri izmed vas tako dolgo tukaj kot jaz. Malo ste mi podobni, opravili ste že z vsemi posvetnimi stvarmi. Mislim, če ne izpolnjujemo Božje volje, kaj nam potem vse drugo pomeni? Kaj mi pomeni, če se dokopljem do svoje volje? To me ne bo osrečilo. Bila sem tam in sem s tem že opravila. O, Bog, če se ne bom poročila, ne bom srečna. Vendar Bog ne bo mogla biti srečna, če bom morala ostati poročena. Vendar Bog, če ne bom imela otrok, ne bom srečna. O, Bog, ne morem biti srečna s temi otroki. Vendar Bog, če ne bom dobil boljše službe, ne bom srečen. O, ne morem biti srečen, če ne bom imel večje hiše. Ne boš srečen, karkoli dobiš. Kaj ti v stvareh ni sreče? Edino veselje je v Jezusu Kristusu. Ko najprej iščemo Božje kraljestvo, nam bodo vse stvari navržene. In potem ne bomo tako zelo v skrbeh. Veste, kaj vam bom povedala? Zelo sem polaskana, ko Bog stori posebne stvari zame. In On to počne ves čas, tako osvobajajoče, da jih ni treba loviti. Zahvaljujte se mu vsak posamezni dan. Draga gospa, čeprav ste samski, vendar ne lovite moških. Sledite Bogu. On bo tako storil, da bodo moški lovili vas.
Naj se popravim, da bo pravi mož, ki je sledil vam. Jezus je rekel, ali lahko pijete kelih, ki ga jaz pijem. Naj vam nekaj povem, ni vedno lahko izpolnjevati Božje volje, ni vedno zabavno in to ni igra. Na koncu koncev je mnogo vzdihovanja, preden pridemo do slave. Amen. Zabavamo se, čeprav je to sporočilo ognja, ampak ne vam nekaj povem, ko prosim ljudi, da naj odpustijo tistim, ki so jih hranili in da naj neha govoriti slabo o ljudeh, ki so... Včasih se moram res ugrizniti v jezik, da sem tiho. Kajti to je Božja volja. 1. Tesaloničanom 4:3. Kajti to je Božja volja. Vaše posvečenje je v tem, da ste izvzeti in oddeljeni za čisto in sveto življenje, tako da se vzdržite nečistovanja. Da vsak izmed vas ohrani, nadzoruje in vodi svoje telo v svetosti in čistosti, tako da ga oddeli, izvzame od posvetnih stvari in ga ohrani v časti. Tako da ga ne bi uporabljali v poželjivih strasteh, kakor pogani, ki ne poznajo resničnega Boga in ne vedo za njegovo voljo. Vi ste danes stopili na sveto srečanje. Kdo izmed vas mi sledi, se zaveda, da če ne poslušamo tega z vsem drugim, potem zaidemo v velike težave. Imeli bomo velike težave. Božja milost ni nobeno opravičilo, da bi živeli površno življenje. Božja moč nam pri tem pomaga in Božja ljubezen prekrije številne grehe. Vendar je Jezus rekel, če me imate radi, me boste tudi ubogali. On je rekel, če me ubogate, vas bom jaz imel rad. Bog vas ima rad že prej. Vendar naša ljubezen do njega, ko vidimo njegovo svetost, ko vidimo njegovo čudovitost in odličnost, ko se zavemo Božjega očetovstva in da on živi v nas, kako ne bi mogli reči, moj Bog, moj Bog, moj Bog, tvoja volja naj se zgodi v mojem življenju. Tvoja volja naj se zgodi, tako na zemlji, kakor na nebesih. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Jahve Jire, Gospod poskrbi. Veste, če pogledate zgodbo o mani, ki so Izraelci jedli v puščavi, je padla enkrat na dan in je zadostovala za en dan prehrane. Veste, da nas Bog hoče naučiti, da mu zaupamo vsak dan posebej, vsak trenutek, dan za dnem. Da bi zaupali Bogu dan za dnem. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel svoje strahove in svoje skrbi. Bog poskrbi za nas. Mnoge potrebe imamo in Bog za vse poskrbi. Imamo veliko potreb. In Bog bo poskrbel za vse. Ena izmed teh stvari je duhovna moč. Potrebujemo spodbudo, potrebujemo mir, prijateljstvo, modrost, razlikovanje, modrost in rabimo, da smo preskrbljeni in Bog nam daje vse, kar potrebujemo. O moj Bog, z veseljem bo priskrbel do polnosti, zapolnil vsako mojo potrebo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ali zares hočete, da Bog to stori? Verjetno me niste slišali. Ali zares hočete, da vam Bog odpusti na enak način, kot vi odpuščate drugim? To je njegova obljuba.
Mogoče bi morali vzeti to bolj resno. No, tega nisem jaz napisala, ne gledajte me tako. Matej 6:12. In odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Matej 6:14 in 15. Če namreč odpustite ljudem njihove pregreške, njihove lahkomiselne, namirne grehe in dopustite, da s tem odidejo ter jim ne zamerite, bo tudi vam nebeški Oče odpustil. Če pa ljudem ne odpustite njihovih pregreškov in ne dopustite, da s tem odidejo ter jim pri tem zamerite, tudi vam Oče ne bo odpustil vaših grehov. A ne slišamo tega kar naprej? Mislim, če bi jaz bila na vašem mestu, danes ne bi legla v posteljo, preden bi odpustila vsakemu, ki mu imam kaj odpustiti. Mislim, resno. Tako resna sem, kot moram biti. No, ne morem si pomagati, ampak tako čutim. Ne moreš si pomagati s tem, kaj čutiš, vendar se lahko odločiš. Bog, ne bom živela sovraštvo v svojem srcu, potem, ko si ti toliko storil zame, ne morem prejemati tvoje milosti in dobrote, če v mojem srcu toliko stori proti drugim ljudem. Sklonite svoj obraz in ga zakopljite v preprogo ter ostanite tam, dokler vam Bog ne da dovolj milosti in moči, da ostanete in ljubite ljudi, ki ste jih prej prišteli med sovražnike. Veste, rada bi vam govorila še kakšen dan. Ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsak dan to molite. Ne vpelji me v skušnjavo, ampak reši me hudega. Naj vam povem kratko zgodbo, ki mi je povedala neka gospa. Rekla mi je, da jo lahko povem tako, da ne bom uporabila njenega imena. Ta žena je dolgo kristjanka, vrsto let. Zelo, zelo dolgo. To je gospa srednjih let in kristjanka je tako dolgo, kot jo jaz poznam. Zares dolgo časa. Ima pa majhen problem v svojem srcu. Ne mara svojega moža. Rekla mi je, veš kaj, on mi ni všeč. Ne maram ga. Poročena sta 45 let, vendar ona ga ne mara. Hočem, da me poslušate, zato ker se ni trudila, da bi popravila ta problem v svojem srcu. Je pustila malo odprta vrata svojega srca. Nekoč je dobila sporočilo na računalniku od nekega moškega, ki prej nikoli ni slišala zanj. Zdravo, kako si? Neumna napaka, da je takoj odgovorila in se začela z njim razgovarjati. Služabniki tega ne počnejo. Če nakratko povzamem vso zgodbo, se je stvar začela zelo hitro razvijati. In ta človek je s prevaro odnesel $200,000. In ta žena je ponovno rojena, krščena v Svetem duhu in vsak teden hodi v cerkev. Mislim, naj vam nekaj povem. V svojem srcu nosimo stvari. Ne zanemarjajte teh majhnih stvari. Malo kisa pokvari dobro vino. Svoje srce ohranite čisto pred Bogom. Kajti, če tega ne boste storili, se bo hudič vstal naproti vam. Ta žena se sedaj čudi in ne more verjeti, da je vse to storila. Veste zakaj? Ni se vprašala, ali je to prav ali ne. Vsak dan molite za razločevanje. Bog reši nas hudega. Bog, pokaži mi hudobne ljudi, pomagaj mi, da se izognem ljudem, ki niso zame. Pomagaj mi, Bog. Pokaži mi, kdo je zares moj prijatelj in kdo ne. Bog, pomagaj mi in ne vodi me v skušnjavo. Apostoli so od žalosti zaspali in Jezus je rekel, niste mogli čuti 1 uro z menoj, da ne bi padli v skušnjavo? Ne čakajte, da ste v muka skušnjave in duševnem razsulu. Vsak dan molite. Ne vpelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zakaj? Zato, ker samo vi lahko to storite. Samo vi imate moč.
Kako velika prednost je, da lahko molimo k nebeškemu očetu. To bi morala biti naša prva naloga in ne samo zadnje sredstvo. Večkrat ljudje rečejo, tu ni nič drugega storiti, samo molimo še lahko. Vendar bi morala biti to prva stvar. Imejmo zaupanje in vero, da nas Bog sliši, da je naš ljubeči oče, da on deluje v našem življenju. Vi ne prejemate, kar niste prosili. Začnite ga prositi za to, kar potrebujete. Predvajana oddaja je bila plačana s pomočjo prijateljev in partnerjev organizacije Joyce Meyer Ministries.